želel izraziti to zadovoljstvo s kvalitetnim gradivom, ki sem ga konec koncev z veseljem prebral, ker se tako pozitivno vizionarsko bere. Ob tem bi že čisto načeloma opozoril, ker sem ravno prejšnje tedne prebiral program razvoja podeželja iz leta 2003, ki je bil prav tako pozitivistično napisan, s temi kupom predlogov tako, je pa seveda že 5 let predavali tudi enega izmed unih projektov, ki so trenutno napisani, se ni izvedel. Tako da, ob vsem pozdravljanju takih dokumentov je treba tudi biti malo potrkati, pa se sepilom pa tudi, da imamo kar nekaj študij v naših predalih in takih podobnih programov, ki pa iz njih potem neč ni drugega kot ena lepa študija. Ampak kljub temu, jaz sem optimist in upam, da bomo vse to, kar smo zapisali, dobro izdelali. In imam en konkreten predlog, ki sem ga not pogrešil za investicije v kulturni dom Franca Bernika, so direktor klime v poročni dvorani Mivate. Sem sam preizkusil polet in ki hoče mogoče malo bolj tržati to poročno dvorano, dajte si jo program noter. Pardon. Ampak vse, kdorkoli je že naslovnik za to investicijo, naj si jo res uredi. Zdaj pa nekaj takih načelnih mnenj do različnih vidikov, nekateri, ki so mogoče ali pozabni, malo izpuščeni, ali pa ki so omenjeni, pa jim velja opozoriti na nekatere posebnosti. Ena izmed teh je, če sem prav razumel noter, večja težnja po premiku zbirk take drugačne dediščine v neke muzeje, v take galerije. Seveda se strinjam, ker je to iz različnih razlogov za ohranitev teh zbirk pomembno, je pa dejstvo, da če so kakšne zbirke pa pri nekom doma odprte za javnost in so žive, da so vklopljene v neko dejavnost, neko je gostinska ali je turistična, to drugače, je pa kdaj to dodana vrednost zbirk in se pravi, ne bo principelno vse zbirke damo pod streho, pa tam samevajo, ker imamo že kar nekaj takih zbirk. Se pravi, tudi to distinkcijo pri zbirkah upoštevati. V tem smislu se navezuje že naslednji vidik. Nikjer noto programa kulture nisem videl neke strategije odprtosti do tistih subjektov, ki se ukvarjajo s turizmom. Vendarle, turizem v Domžalah, kdorkoli že ga vodi, nujno potrebuje tudi take stvari, kot je naša dediščina, da se poveže in to je kulturno, muzejsko, turistično. V tem smislu bi ta program kulture mogoče lahko nekje odprl to roko, ja, v teh področjih pa to potrebujemo tudi program razvoja turizma, kjer bomo pač odprli. Mislim, da tudi enkrat ni bil besede turizem v celem tem programu kulture. Zdaj, jaz pač, mogoče sem različen svet doživljam, ampak zame recimo velik del kulturne dediščine, zgodovinske, končno tudi materialne, predstavljajo stavbe, navade, predmeti, ki so povezani z domačimi zaprimami cerkvami. Pa tukaj govorim kot stavbami, govorim kot liturgični predmeti in govorim kot, ker je vnot omenjeno, da peša vokalno izobraževanje. Dejstvo je, da zborovsko petje, a ne crkveno, pa kljub samo na nekem nivoju obstaja in tukaj jaz upam, da ni bilo nekega takega strahu ali pa kakšne, Bog ne daj celo, kakšne netolerancije do cerkve, da se te vidiki kulturne dediščine, ki so v naši občini, ki obstajajo, niso nikjer ne upoštevali, ne pokazali, da do njih gojimo nek odprt dialog. Mislim, tukaj je eno bogatstvo in bi ena odprtost na tem področju mrskemu lahko pomagala. In tretja stvar, zdaj pa gre pa za kulturne spomenike. Dejansko na zraven ni bilo teh seznama evidentiranih, ni bilo. Verjamem, da se ga da kje dobiti, ne bi zdaj preveč omenjal, ampak da ne bi sam neki res spomeniki, taki drugačni kamni bili v našem seznamu kulturnih spomenikov. Jaz upam, da je tudi kakšen kozov stoplar, ki kje propada, da ga bomo si pravočasno seznam kulturnih spomenikov. Hvala lepa.